Torej, dober dan vsem skupaj. Hvala vsem udeležencem izziva, ki ste se udeležili izziva v takem številu. Zdaj, kot vemo, jih je že preko 1100 prijavljenih, pa do konca januarja predvidevamo, da se jih bo vpisalo še mogoče dodatnih 1000. No. Vsaj upamo tako. No. Zakaj se vam zahvaljujem? Zdaj, moje predavanje je okoljevarstveno, tako da jaz se lahko z vidika okolja zahvalim vam, torej z vidika planeta. Naslov mojega predavanja je Sprememba prehrane za zmanjšanje okoljskega odtisa. Bomo pogledali več načinov prehranjevanja, ki so za okolje bolj prijazni od povprečja. Seveda pa nas tukaj najbolj zanima veganska prehrana, ker veganska prehrana se izkazuje tudi za najbolj okoljevarstveno. Če na začetku malo povem o sebi, po izobrazbi sem magister inženir prehrane. V Slovenskem veganskem društvu sem vodja kakšnega projekta, pa poslovni sekretar. Zdaj, ko imamo okoljevarstveno predavanje, bi tukaj še kaj okoljevarstvenega omenil, in sicer moja prehrana je veganska in trajnostna zaradi tega. Če tukaj še kakšno drugo temo odprem, živim v bloku, ki je toplotno izoliran, tako da imamo skoraj nič emisijsko stavbo. Tudi avto bi rad uporabljal čim manj. Letel še nisem nikoli z letalom, tako da probam poskušati tudi jaz živeti okoljevarstveno, ker ni smiselno, da nekdo predava o okoljevarstvu, potem pa v praksi nič ne izvaja. Moje predavanje bo najprej osredotočeno na hierarhijo dokazov, kjer bom pokazal, ko govorimo o znanosti, kaj je smiselno upoštevati, katere študije, kako se študije rangira. Potem bomo šli na metaanalize, bom prikazal nekaj metaanaliz, ki kažejo na to, da je veganska prehrana najboljša za okolje. Na koncu, da ne bomo imeli same znanosti, bo pa še praktičen kalkulator, ki ga lahko vsak uporabi in si izračuna, koliko planetov bi potrebovali, če bi živeli tako, kot živite vi. Tako da, če začnem s hierarhijo dokazov, tukaj sem dal eno tako zelo zanimivo grafiko. Na desni imate krog, ki prikazuje, kaj ni znanost, na levi je znanost. Če povemo, recimo, kaj ni znanost, vsak verjetno ve, da YouTube videi niso znanost. Tudi če recimo v YouTube videih govori nek strokovnjak, ne moramo tega smatrati za znanost, ker vse to, kar on pove na YouTube videu, ni strokovno recenzirano. Potem recimo, če ima nekdo neko mnenje, tudi če je strokovnjak, ok, to uvrščamo v znanost, ampak čisto spodaj tam, kjer imamo tukaj hierarhijo dokazov, pa vidite spodaj recimo letters. Tukaj pod letters lahko vršamo expert opinion. Recimo v Sloveniji obstajajo nekateri pediatri, ki izražajo mnenje o prehrani ali pa o veganstvu, in če to mnenje ne izrazijo skozi znanstveno študijo, to njihovo mnenje ni nekaj veliko vredno. Tukaj, če se bolj osredotočam na levi stran grafike, na levi strani so znanstvene študije rangirane od najmočnejših do najšibkejših. Na vrh vidite, da so metaanalize in sistematični pregledi literature. To so najmočnejši dokazi, ki jih imamo. To predvsem uporabljamo v zdravstvenih študijah, smiselno je pa to upoštevati tudi pri okoljevarstvenih študijah. In zdaj v tem predavanju se bom osredotočil samo na te študije, ki so metaanalize ali sistematični pregledi, torej tisto, kar je najmočnejše. Ker če nekdo recimo najde neko študijo, ki ni metaanaliza, pa se ne sklada z izsledki metaanalize, potem tista študija ni veliko vredna. Na prva metaanaliza, ki bi jo omenil, je sistematični pregled meritev trajnostne prehrane. Torej, kako sploh izmerimo, kaj trajnostna prehrana je, kaj upoštevati pri tem, da bi lahko nekako povedali, a je veganska prehrana najbolj trajnostna, a je mediteranska, a je mogoče vegetarijanska ali mogoče planetarna prehrana. In v tem sistematičnem pregledu smo ugotovili, da v bistvu
Največ tudi na to temo je v Evropi, tako da tukaj lahko rečemo, še dobro, da živimo v Evropi, ne, ker v Evropi nastaja največ tudi na temo trajnostne prehrane in na temo meritev trajnostne prehrane, torej kako to zmerimo. Tako da tukaj bi lahko rekli, da vsaj, če pogledamo znanost, imamo nek velik potencial v Evropi, da bi lahko vodili trajnostno prehrano v svetu. Tudi recimo, če ste mogoče že slišali za planetarno prehrano, ta je bila narejena v Evropi. No, v tej metaanalizi, ki sem jo omenil na začetku, je pokazano, na kakšne načine znanstveniki najpogosteje merijo, ali je prehrana trajnostna ali ne. In najpogosteje znanstveniki merijo emisije toplogrednih plinov, kar verjetno tudi javnost najbolj pozna. Na drugem mestu je, koliko površin je potrebnih za neko prehrano človeka. Na tretjem mestu je pa, koliko živil živalskega izvora nekdo poje. Tudi če pogledamo prvi dve točki, torej toplogredni plini pa raba površin, vemo, da živinoreja je tista, ki v kmetijstvu povzroča največ toplogrednih plinov, pa vemo, da živinoreja je v kmetijstvu tista, ki porablja največ površin. In tudi zaradi živinoreje posekamo največ gozdov. Tako da zdaj sem omenil 3 najpogostejše meritve, kaj trajnostna prehrana je. In pri vseh 3 meritvah vidimo, da bi lahko sklepali, da gotovo je veganska prehrana najbolj okolju prijazna, če imamo take meritve. No, pa gremo naprej. Naslednja metaanaliza, ki bi jo predstavil, je metaanaliza, ki prikazuje, koliko emisij toplogrednih plinov izpusti posamezna skupina živil. No, in če si pogledamo rezultate te metaanalize, zdaj vidim, da ni glih berljivo, ker so tako majhne črke, ampak največ emisij toplogrednih plinov izpusti govedina na prvem mestu, na drugem mestu je očetina, potem imamo tukaj butter, maslo, potem sir, potem so kozice, to zelo malokrat slišite, ampak to so tiste kozice iz morja. Tukaj so emisije visoke zaradi tega, ker je to zelo težko pridobivati. Potem sledi svinjina, pa perutnina in nato jajca. Torej, če gremo po vrstnem redu, vidimo, da živila živalskega izvora so tista, ki povzročajo največ emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu, potem kasneje se šele zvrstijo živila rastlinskega izvora. In tudi iz tega grafa se da razbrati, da vsaka skupina živil živalskega izvora ima več emisij kot katerakoli skupina živil rastlinskega izvora. No, potem naslednja metaanaliza pa preverja različne načine prehranjevanja. Tukaj predvsem njih zanimajo, kateri načini prehranjevanja so trajnostni, torej kateri povzročajo manj emisij toplogrednih plinov od povprečne prehrane in pa kateri načini prehranjevanja potrebujejo manj kmetijskih površin. In v tej metaanalizi se je izkazalo, da najprej, če pogledamo emisije toplogrednih plinov, zdaj tukaj na tem grafu je prikazano, tukaj, če bi bila številka 0, to je trenutna prehrana, potem pa recimo, če pogledamo -50, tisto, kar je tukaj na grafu prikazano pod -50, tista prehrana ima za 50% manj emisij toplogrednih plinov. No, in tukaj, če pogledamo, katere prehrane so bolj trajnostne od povprečne prehrane. Na prvem mestu najbolj trajnostna je veganska prehrana, tam čisto na vrh, približno polovico manjši ogljični odtis ima. Potem na drugem mestu je vegetarijanska prehrana ali pa prehrana, ki ne vsebuje živil iz prežvekovalcev. Prežvekovalci so tiste živali, ki imajo vamp, ki imajo štiridelni želodec, ki niso taki kot mi.
No, potem na naslednjem mestu je peskatarijanska prehrana, potem pa sledi na primer zdrava prehrana v skladu s trenutnimi prehranskimi smernicami. Tako da, kot vidimo, je veganska prehrana bolj trajnostna od tiste prehrane, ki je trenutno v prehranskih smernicah. Torej, če pogledamo emisije toplogrednih plinov. Zdaj gremo pa še na drugi del te metaanalize. Tukaj so pa preučevali znanstveniki, koliko kmetijskih površin potrebuje posamezna prehrana. In spet tukaj pri nič je trenutna prehrana, potem pa recimo minus 10%, minus 20%, minus 50% so porazdeljene različne prehrane. In kot vidimo, tudi tukaj pri porabi kmetijskih površin je najbolj trajnostna veganska prehrana. Torej, tudi veganska prehrana potrebuje približno 2-krat manj kmetijskih površin od trenutne prehrane. Na drugem mestu je vegetarijanska prehrana, spet zaradi tega, ker toliko omejuje živila živalskega izvora. Na tretjem mestu je peskatarijanska prehrana. Nisem še omenil definicije peskatarijanske prehrane. To je tista prehrana, kjer nekdo ne je mesa, je pa od mesa ribe. Nekateri ribe, ker so kopensko meso, ne uvrščajo med meso. No, na četrtem mestu po učinkovitosti pa je spet tista prehrana, ki ne vsebuje živil iz preživkovalcev. Torej, tudi če pogledamo rabo kmetijskih površin, je veganska prehrana tista, ki zmaga. Potem naslednja metaanaliza je pa o vodi. Predvsem zdaj poleti je bilo to aktualno, ko so bile v Sloveniji velike suše. Mogoče nekdo zdajle v tem trenutku v januarju sploh ne bi poslušal tega argumenta, ampak ga je treba spomniti na poletje in kaj se takrat dogaja v Sloveniji. Ali pa recimo, ne v celi Sloveniji, recimo, kaj se dogaja na Primorskem. No, v tej metaanalizi so primerjali trenutno tipično prehrano, ki je tukaj pod 0. Potem imamo tukaj prehrano, ki upošteva trenutne prehranske smernice, potem prehrana, ki zmanjšuje vnos živil živalskega izvora, in pa veganska prehrana. Spet, kot vidimo, pač tukaj pred nič je trenutna prehrana, potem pa minus 10, minus 20, minus 30. To je graf, ki prikazuje, za koliko neka prehrana zmanjša vodni odtis. Za vegansko prehrano vidimo, da zmanjša vodni odtis za 25%. Tista prehrana, ki zmanjšuje vnos živil živalskega izvora, pa zmanjša vodni odtis za 17%. Tukaj v tej študiji so definirali to zmanjšarsko prehrano kot tisto, ki je na primer vegetarijanska, ali pa tista, ki vnos živil živalskega izvora zmanjša za 20%. Torej, tudi če pogledamo vodne odtise, spet govorimo o metaanalizi, to je najmočnejši dokaz, spet veganska prehrana zmaga. Torej, zdaj smo govorili o toplogrednih plinih, o rabi površin, pa o vodnem odtisu, in pri vseh teh meritvah trajnostne prehrane zmaga veganska prehrana. Torej, lahko bi se vprašali, zakaj potem sploh imamo prehranske smernice, ki niso veganske, zakaj ne bi ljudem rekli, poglejte, če hočete biti najbolj trajnostni, se prehranjujte vegansko. Tukaj potem naslednja metaanaliza. Ta metaanaliza je nastala s strani PUR in Nemecek. To ste mogoče že v kakšnih medijih slišali, kaj o tej študiji, ker je bila zelo medijsko pokrita. Imenuje se Reducing Food's Environmental Impacts Through Producers and Consumers. Ta metaanaliza je objavljena v reviji Science, to je znanstvena revija, ki je verjetno najbolj ugledna. In tudi v tej študiji jih je zanimalo za vsako skupino živil, a je trajnostna ali ni trajnostna. Pa so ugotovili to, da
tako kot sem že prej v eni drugi metaanalizi omenil, vsaka skupina živil živalskega izvora ima višji okoljski odtis od katerekoli skupine živil rastlinskega izvora. Tako da tudi oni so prišli do zaključka, da veganska prehrana je tista, ki najbolj zmanjša okoljski odtis. Oni so tukaj obravnavali še malo več tem. Ena tema so toplogredni plini, tukaj je označeno s črno, kjer so ugotovili, da veganska prehrana zmanjša emisije toplogrednih plinov za okrog 75%. Torej, tukaj zdaj omenjam eno metaanalizo, prej sem omenil eno drugo metaanalizo, nista popolnoma skladni, ampak to ni nič hudega, ker še vseeno obe dve kažete v isto smer. Potem so ugotovili, da pri rabi kmetijskih površin je prav tako raba kmetijskih površin za 75% nižja pri veganski prehrani, kot pa pri vsejedi prehrani. Pa če se spet dotaknemo vode, tako kot prej, oni so ugotovili, da veganska prehrana za 20% zmanjša vodni odtis v primerjavi z vsejedo prehrano. In tukaj so oni pogledali še eno drugo stvar, ki še nisem omenil, in sicer so tukaj na grafu označili arable land, to so orne kmetijske površine. Nekdo bi si mislil, da če nekdo postane vegan, da zmanjša se raba kmetijskih površin zaradi tega, ker ne bomo uporabljali travin, ampak ni samo to, ne. Tukaj se pokaže, da veganska prehrana tudi zmanjšuje potrebo po ornih kmetijskih površinah. To so njive, zaradi tega, ker je za živila živalskega izvora potrebno pridelati toliko veliko krme, torej na primer koruze v Sloveniji. Pa tudi drugače se na tej orni zemlji uporablja lahko v živinoreji to orno zemljo za pašo, namesto da bi se uporabljali za pridelavo živil rastlinskega izvora za ljudi. No, in tukaj pridemo do praktičnega kalkulatorja. Me zanima, če je že kdo slišal za kalkulator ekološkega odtisa. Ne? Ta kalkulator ekološkega odtisa je tudi že bil kar nekaj pokrit v medijih, tudi največji mediji so o njem pisali. Sicer ne to leto, ne prejšnjo leto, ampak leta 2021. Ta kalkulator so ustvarjali na Inštitutu za zdravje in okolje in bom malo prikazal, kaj tukaj notri je. Torej, ta kalkulator vam pokaže, koliko planetov bi potrebovali, če bi se vsi na planetu prehranjevali, če bi vsi na planetu živeli tako kot vi. Zdaj vemo, da pač Evropejci so bolj razvajeni od povprečja na planetu, ne, in zaradi tega tudi, če bi vsi bili na planetu taki kot Evropejci, bi potrebovali tri planete Zemlja, da bi naše potrebe zadostili. No, in seveda je pa odvisno od tega, kakšen način življenja imamo, kakšno prehrano imamo, in nismo vsi taki, da potrebujemo 3 planete. Zdaj prvo vprašanje v tem kalkulatorju je ravno o tem, kako pogosto nekdo uživa hrano živalskega izvora. Torej, ta kalkulator, lahko bi rekli, je v skladu z znanostjo, se zaveda, da je to najpomembnejša tema pri okoljskih odtisih. No, in tukaj v tem kalkulatorju te vprašajo to, kar sem že omenil, in potem imaš tukaj kako se temu reče, neko stezico in označiš, a nikoli ne zaužívaš živil živalskega izvora, ali jih uživaš zelo pogosto, ali jih uživaš občasno. Zdaj oni definirajo kot občasno nekoga, ki je veliko zelenjave, je občasno meso, pa občasno je jajca in ali mlečne izdelke. Pod občasno spada tudi vegetarijanstvo v tem kalkulatorju. No, nekdo, ki zelo pogosto je meso, se pa smatra, da je nekdo, ki meso je vsak dan. No, in če tukaj za nekega Slovenca recimo
gremo čez celoten kalkulator in označimo, kako se prehranjuje, kako živi, kakšno stanovanje ima, kakšen transport ima. Lahko recimo ugotovimo, da nekdo, ki vsak dan je meso, recimo potrebuje 3 planete Zemlja. Torej, če bi vsi živeli tako kot on, bi potrebovali 3 planete Zemlje. Seveda, ta izračun niha, ni pri vsakemu vsejedcu enak, zato ker nekateri vsejedci recimo nimajo toplotno izoliranih stavb, nekateri se vozijo z avtom, nekateri se ne, nekateri letijo z letali, nekateri ne. No, tako da tukaj recimo, jaz sem dal prvi primer, v kalkulator sem vse vnesel enako za nekega vsejedca in sem ugotovil, da bi potreboval 3 planete Zemlja. Potem sem pa v kalkulator vse vnesel enako za vegana, kar se drugih tem tiče. Tako da razlika med vsejedcem in veganom v tem mojem primeru je samo ta, da imata drugačno prehrano. Vse ostalo v njihovem življenju je enako. In ta vegan, ki je drugače enak temu vsejedcu, bi potreboval samo 1,6 planetov Zemlje. Torej, kot vidimo, bi se v skladu s tem kalkulatorjem nekomu, ki bi prešel iz vsejede prehrane, ki vsak dan je meso, zmanjšal okoljski odtis za 2-krat, če postane vegan. No, in tisti, ki ste se prijavili na izziv, lahko rečete, da v tem mesecu imate recimo 2-krat manjši okoljski odtis od vsejedca. Zdaj pa, če boste vztrajali še naprej, boste še naprej imeli 2-krat nižji okoljski odtis in to bi bilo super, ne? To z vidika planeta Zemlja je to odlično. Tako da vabim vas, da preizkusite ta kalkulator doma, ker verjetno vam bo zanimivo tudi iz drugih vidikov, ne samo z prehranskega vidika. Boste verjetno dobili tudi veliko nasvetov, kako zmanjšati svoj okoljski odtis, če ga seveda želite. Torej, tukaj na začetku še enkrat omenjam, ta kalkulator najdete na spletu, če napišete na Google, na primer, slovenski kalkulator ekološkega odtisa, pa mogoče zraven še Inštitut za zdravje in okolje. Ga ni težko najti. No, in to je to z moje strani. Hvala za pozornost.